Največjo težavo v prometu pa po mojem predstavljajo droge. Alkohol tudi spada med droge, čeprav ga omenjamo posebej, ker je toliko razširjen med nami. Kako pa dejansko vpliva na nas? Alkohol je sploh z vidika vožnje predvsem problematičen v tem smislu, ker vpliva na delovanje možganov. Gre za majhno molekulo, ki zelo enostavno vstopa v možgane in vpliva pravzaprav na vse dele, še posebej intenzivno vpliva na možgansko skorjo, ki je pa tista, ki je odgovorna za reguliranje impulzivnosti, za odločanje, za planiranje, za presojanje situacij. Zaradi alkohola se upočasni pretok informacij med živčnimi celicami, kar v bistvu potem pomeni, da imamo, če gremo za volan, zvečan reakcijski čas, se pravi počasneje se odzivamo, slabše razpoznavamo oblike, barve, globino, vse to slabo vpliva na vožnjo. Je pa alkohol toksičen pravzaprav za vse celice v telesu, ne samo za možganske celice. Kaj pa konoplja, ki je najbolj razširjena, še vedno prepovedana droga v Sloveniji? Gre pravzaprav za to, da se konoplja umeša v neko naravno procesiranje informacij v možganih in sicer na način, da se pravi, to naravno procesiranje informacij poteka s pomočjo naših lastnih kanabinoidov, tako imenovanih endokanabinoidov, ki so pomembni za tvorjenje spominov in za tvorjenje, se pravi, za odločanje o prioritetah, čemu bomo dali prednost in čemu ne. In potem konoplja pravzaprav vpliva neselektivno na naše možganske povezave in na ta način prispeva k temu, da je spet zvečan reakcijski čas. Predvsem je problem, ker smo takrat težje sposobni razločiti med različnimi dražljaji, ki zahtevajo našo pozornost, sploh takrat, ko je več udeležencev na cesti pa v prometu. Eno je ta akutni efekt, se pravi potem, ko nekdo rekreativno uporablja konopljo in gre takoj voziti, ampak pomembno se je zavedati, da konoplja tudi v bistvu trajno vpliva na te živčne povezave in na delovanje možganov. Se pravi, če nekdo začne konopljo uporabljati v zgodnji starosti, recimo v mladosti, pri 15 letih, bo njegova sposobnost vožnje kasneje v življenju zmanjšana. Težave bo imel stvorjene spominov s kognitivnimi funkcijami, tako da v bistvu gre za širši problem kot sam problem vožnje. V Sloveniji pa je problem tudi nadzor nad tistimi, ki jim je bilo že ali pa še bo odvzeto vozniško dovoljenje. Zelo velika je komercializacija tega področja. Pojavlja se cela industrija, ki pripravlja, uči osebo, kako čim bolj uspešno opraviti zdravniški, psihološki pregled. Mislimo, da je elektronska ključavnica zelo dobra rešitev, zelo veliki podatkov iz tujine o njenih dobrih uspehih na tem področju, tako da pravzaprav kot zdravniki ne vidimo, kje so ovire, da se to ne vpelje tudi v Sloveniji v najkrajšem možnem času. Res je, žal je tako, da letošnje stanje statistike kaže, da imamo že 88 mrtvih na slovenskih cestah, 27 je žal umrlo, ker je bila povzročena prometna nesreča strani povzročitelja, ki je bil pod vplivom drog ali alkohola. Lansko leto je bil pa dejansko najboljše leto merjen v statistiki, odkar merimo statistiko na področju mrtvih v cestnem prometu. Vse države sledijo viziji nič, torej da bi nekoč v prihodnosti dosegali nič žrtev na cestah. In ponekod nam to že uspeva. We need to focus on alcohol because notwithstanding the improvements, there are still too many people who don't clearly understand the difference between drinking and driving. We have to say that in the American language you have the difference between drunk driving and drink driving. Drunk driving is when you are driving with a level of alcohol that is so high that it's clearly distinguishable from outside that you are not capable of driving. Whereas drink driving is something more subtle when you are clearly in a situation where you are a danger for yourself and for the others, but you don't think so. You think you are in control and you are not. Basically, we need to make sure that driving in the future happens with no alcohol whatsoever. There should be a clear incompatibility between drinking and driving, and of course the same goes for any other substance like drugs. We have so many cities in Europe but also worldwide who are performing zero fatal accidents, and for the first time Ljubljana, a capital of a member state of the European Union, has received an award of recognition. 1 year, 12 months, no fatal accident, and this is exceptional. And I hope that this other capitals of Europe will form, let's say, a network of these zero accident cities.
Letna poraba alkohola v letu 2024 je bila pri nas 10,4 litra čistega alkohola na prebivalca. Torej, če štejemo vse, ki so starejši od 15 let, bi mogli vsak dan popiti 2,5 deci pira, to je pol pira, 1 deci vina, pa 0,1 deci žganja. Vse skupaj, vsak dan, vsak Slovenc, ki je starejši od 15 let. Tukaj smo pa kar pridni Slovenci. Predvsem je nasvet ta, da če se odpravljate na zabavo, kjer veste, da boste pili alkohol ali pa zaužili kakšno drogo, razmislite prej o tem, kako boste prišli domov. A boste, ne vem, izkoristili javni prevoz, taksi ali pa najdite prijatelja, družinskega člana, ki vas lahko pride iskat in vas varno pripelje domov. Nihče od nas si ne želi, da bi se zbudili v jutro, kjer bi nas zajela groza, ko bi se zavedli, kaj smo storili prejšnji večer.